Тебе, Бога, хвалимо. Molimo. Dobri Bog, vse ljudi si odrešil z velikonočno skrivnostjo svojega Sina. Ohranil nas delo svojega usmiljenja, da bomo trajno obhajali skrivnost odrešenja in prejemali njegove sadove. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Vsi odrinki Mavrice, vsi glasovi Karinke, vse sanje, ki prav drzno iščejo izvor ljubeznine. Vsaka črka, vsake zgodbe, vsaka zvezda
Dobro jutro. Dobro jutro, zvezde. Dobro jutro, lesk svita na jutranji rosi. Prebudilo se je nekaj v srcu. Nekaj, kar odzvanja kot upanje po dolgi noči, ki je spanec ni mogel prelisičiti. Žarek jutra je obsijal prazno in hladno vdolbino. Zdi se, kot bi v grob vstopilo življenje. Si to ti, Gospod? Jutranja straža še spi, a vonja presketajočo žerjav, znamenje pogorišča človeških zablod, ki v tem jutru postaja velikonočni ogenj. Gospod, govoriš mi, praviš, naj prebudimo svet, naj vnamemo prihodnost z upanjem tvoje ljubezni. Prebudimo torej svet. Slava Bogu na višavah i na zemlji mir ljudi, izložemo njem. Molimo, slavimo te, molimo Boga, veličujemo te. Gospod Bog nebeški Molimo. Vsemogočni večni Bog, danes je tvoj sin premagal smrt in nam odprl vrata večnega življenja. Praznovanje njegovega vstajenja naj nas v svetem duhu prenovi, da bomo tudi mi vstali in hodili v luči življenja. Po našem Gospodu Jezusu Kristusu, tvojem Sinu, ki s teboj v občestvu Svetega Duha živi in kraljuje vekomaj. Amen. Prvo berilo. Berilo iz apostolskih del. Tiste dni je Peter spregovoril. Veste, kaj se je dogajalo po vsej Judeji, začenši v Galileji, po krstu, ki ga je oznanjal Janez. Veste o Jezusu iz Nazareta, ki ga je Bog mazilil z Svetim Duhom in z močjo. Hodil je iz kraja v kraj ter delal dobra dela in ozdravljal vse, ki so bili pod hudičevo oblastjo, zakaj Bog je bil z njim. Mi smo priča vsemu, kar je storil v judovski deželi in v Jeruzalemu. Razpeli so ga na križ in usmrtili. Bog pa ga je obudil tretji dan in mu dal, da se je očitno prikazoval, a ne vsemu ljudstvu, temveč pričam, ki jih je Bog vnaprej izbral, nam, ki smo z njim jedli in pili, potem, ko je vstal od mrtvih. Nam je tudi naročil, naj oznanjamo ljudstvu in pričamo, da je on tisti, ki ga je Bog določil za sodnika živih in mrtvih. O njem pričujejo vsi preroki. Vsakomer, ki veruje vanj, so v njegovem imenu odpuščeni grehi. To je Božja beseda. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Zahvaljujte se Gospodu, ker je dober, vekomaj traja njegova dobrota. Naj vedno reče Izrael,
vekomaj traja njegova dobrota. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Gospodova desnica me je dvignila, Gospodova desnica je mogočno delovala. Ne bom umrl, ampak živel, pripovedoval bom o Gospodovih delih. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Kamen, ki so ga zidarji zavrgli, je postal vogelni kamen. To je Gospodovo delo, v naših očeh je čudovito. To je dan, ki ga je Gospod naredil. Berilo iz pisma apostola Pavla Kološanom. Bratje in sestre, če ste vstali s Kristusom, iščite to, kar je zgoraj, kjer je Kristus, ki sedi na Božji desnici. Mislite na to, kar je zgoraj, ne na to, kar je na zemlji. Umrli ste namreč in vaše življenje je skrito s Kristusom v Bogu. Ko se je prikazal Kristus, vaše življenje, tedaj se boste tudi vi prikazali z njim v slavi. To je Božja beseda. Gospod z vami. Iz svetega Evangelija po Janezu. Slava tebi, Gospod. Prvi dan tedna je prišla Marija Magdalena navsezgodaj še v temi v grobu in je videla, da je kamen odstranjen od groba. Teda je stekla in prišla k Simonu Petru in k drugemu učencu, ki ga je imel Jezus rad, ter jima rekla: Gospoda so vzeli iz groba in ne vemo, kam so ga položili. Peter in oni drugi učenec sta šla ven in se odpravila k grobu. Skupaj sta tekla in oni drugi učenec je Petra prehitel in prvi prišel k grobu. Sklonil se je in videl povoje, ki so ležali tam, vendar ni vstopil. Teda je prišel tudi Simon Peter, ki je šel za njim in stopil v grob. Videl je povoje, ki so ležali tam, in prtič, ki je bil na Jezusovi glavi, a ne ob povojih, temveč posebej zvit na drugem mestu. Teda je vstopil tudi oni drugi učenec, ki je prvi prišel v grobu in videl je in veroval. Niste še namreč razumela pisma, da mora Gospod vstati od mrtvih. To je Kristusov evangelij. Hvala tebi, Kristus. Tri praznične misli, spoštovani bratje in sestre. Prva, na prvi pogled ne bo zvenela praznično, je namreč grob. Sicer prazen grob, ampak najprej grob. Koga položimo v grob? Tistega, ki je končal svoje življenje. Pravzaprav pa pokopavamo še marsikaj drugega. Marsikaj, kar je v našem življenju, v našem srcu že umrlo. Svoje sanje, recimo, pokopljamo. Ali pa
svoje ambicije, marsikdo pokoplje svoje načrte. Ali pa kak odnos, zakon, družina, stare prijatelje. Pokopljamo lahko tudi svojo vero, ko postane mrtva, ali pa upanje. Sej menda nismo v teh dneh pokopali svojega upanja, ko je na koledarju velika noč, mi pa še vedno ostajamo v samoizolaciji. Velikokrat pokopljamo svoje dostojanstvo, svoje božje otroštvo. V grob smo pripravljeni včasih položiti svojo človeškost in to tolikokrat v zameno za zelo banalne in zelo kratkoročne koristi. Ampak danes je velika noč in sredi velike noči stoji prazen grob. In to je kajpada fantastična novica za vse tisto, kar smo pokopali. Karkoli se je že znašlo v našem grobu, pa naj gre tudi za zelo dragocene dobrine, kot so družina, vera, prijatelji, sozakonec, dostojanstvo, božje otroštvo, ne glede na to, kaj smo položili v grob in celo ne glede na to, kako dolgo tam že trohni. Zakaj bi vse tisto, kar smo pokopali, pustili tam v grobu? Glejte, Velika noč ni poročilo o dogodkih, ki so se zgodili. In tudi ni le upanje na dogodke, ki se nekoč bodo zgodili, nekoč, ko bo našega zemeljskega življenja konec in upamo, da se bo tudi naš grob skrivnostno odprl, mi pa bomo povabljeni k očetu za vso večnost v nebesa. Seveda, velika noč je oznanilo tudi tiste dokončne sreče. A velika noč je oznanilo že za danes, v konkretnost našega bivanja. Zato naj še enkrat izzveni vprašanje, zakaj bi vse tisto, kar smo pokopali, kar pustili v grobu. In bodimo pozorni na vsebino. Velika noč ne pomeni, da bi jaz skušal oživiti nekaj, kar je umrlo. Recimo omenjene sanje, ambicije, odnose in ostalo, nad čimer sem že obupal in položil v grob. Ni v moji moči, da bi karkoli oživljal. Če bi kaj takega poskušal, bi verjetno izgledalo predvsej tragikomično. Saj si predstavljate neko truplo, ki je v grobu, vleči ven in ga poskušati oživljati. Naša vera ni samo odrešenje in Sveto pismo ni priročnik za samo pomoč. Na velikonočno jutro angeli ne sporočajo, kaj in kako moram postopati z vsem tistim, kar je v mojem življenju umrlo, ampak preprosto sporočajo, da je življenje že zmagalo, da Jezus že živi in tam v njem je življenje, v osebnem odnosu z njim, z Jezusom. Če želim, da obudil življenje karkoli tistega, kar mi je bilo dragoceno, pa je umrlo, se moram preprosto okleniti Jezusa, izročiti svoje življenje njemu, se predati njemu. Samo to in ključno to. Druga praznična misel naj bo misel o upanju. Upanje na neki način utelešata dva, ki danes zjutraj tečeta v grobu, Peter in Janez. Zanimivo, ne, da tečeta le dva, ki sta malo pred tem okusila ljubezen. Janez jo je zrl pod križem, Peter pa že malo prej, ko se je srečal z Jezusovim okrvavljenim obrazom, z njegovimi očmi, ki so mu sporočale, da mu je odpustil njegovo zatajitev, njegovo izdajstvo. Vse tisto prej je ostala zgodba. Peter ni ničesar pozabil.
Sedaj to ni bil obup nad samim seboj, ampak sreča zaradi Jezusovega odpuščanja. Vse tisto prej je ostala zgodba Jezusove ljubezni. In Janez, ob Janezu smo se v minulem tednu kar ustavljali in nas je nagovarjal. Ostal je pod križem in ne mara zato kasneje, ko piše o sebi, piše o učencu, ki ga je imel Jezus rad. In zato tudi ta trenutek, ko pritečeta k grobu in je on hitrejši, stopi na stran in da prednost Petru, prvemu papežu, smo že rekli, ljubezen zna tudi to, stopiti na stran in dati prednost. In tretja praznična misel je misel o srečanju. Glede, to jutro je polno poti, teka, pogovorov, presenetljivih misli, silna dinamika. Žene hodijo že na vse zgodaj. Že pred tem, ne vemo kdaj, se kamen odmakne od groba. Jutro se prebuja. Pomladno sonce odpira jutranje cvetove. Skrivnostni poslanci poročajo o tem, da živega več ni med mrtvimi. Medtem učenci v dvorani, žene trkajo, vse sebe pripovedujejo o tem, kar so videle, o tem, koga so videle. Peter in Janez tečeta tja in takoj nazaj. Vznemirjena pripovedujeta o tem, kar sta videla, oziroma o tem, česar nista videla, kar dogaja se. V vsakem srečanju, v vsakem gibu, v vsakem delčku te velikonočne dinamike je za spoznanje več upanja in vere. Zdaj mi sami imamo ob besedi srečanje letos kar nekaj težav. Srečanje rojeva veselje in upanje, v srečanju se krepi naša vera, mi pa se ne smemo srečevati. Vera se rojeva na poti, kakor bomo videli jutri na poti v Emaus, mi pa moramo ostajati doma. Pa vendarle smo skupaj in to je lepo. Ne samo lepo, tudi dobro je, ko smo skupaj, se to pravi že svetopismo. Zdaj, naša cerkev tudi danes, menda slišite, odmeva precej prazno, ampak vem, da smo skupaj. Vem, da so naša srca letos morda celo bolj zares skupaj kot kadarkoli v preteklosti, ko smo praznovali te svete dneve. Da hrepenenje po tem, da bi bili z Gospodom, prebuja v nas veliko večjo gorečnost, kakor vsa druga leta, ko smo smeli iti v cerkev, pa se nam morda ni ljubilo, nam je zmanjkalo časa, ali pa smo si rekli, da bomo šli, ampak eno prihodnjo nedeljo. Ostanimo torej skupaj še naprej tudi na tak način in tudi praznujemo skupaj na tak način. Skupaj smo bili ob Jezusovem križevem potu, skupaj v postu, skupaj na poti spreobrnjenja, skupaj smo v samoizolaciji in enkrat bomo spet skupaj v klepetu po sveti maši na ploščadi pred cerkvijo. Danes pa skupaj prepevajmo Alelujo in skupaj se pustimo objeti ljubezni, objeti ustalemu Gospodu, ki vse mrtvo kliče v življenje. Amen. Verujem v enega Boga, Očeta vsemogočnega, stvarnika nebes in zemlje, vseh vidnih in nevidnih stvari, in v enega Gospoda Jezusa Kristusa, edina rojenega Sina Božjega, ki je iz Očeta rojen pred vsemi veki, in je Bog od Boga, luč od luči, pravi Bog od pravega Boga, rojen, neustvarjen, enega bistva z Očetom in je po njem vse ustvarjeno, ki je zaradi nas ljudi in zaradi našega zveličanja prišel iz nebes.
in se utelesil po svetem duhu iz Marije Device in postal človek. Bil je tudi križan za nas. Pod Poncijem Pilatom je trpel in bil v grob položen. In tretji dan je od mrtvih vstal po pričevanju pisma. In je šel v nebesa, sedi na desnici očetovi in bo spet prišel v slavi soditi žive in mrtve in njegovemu kraljestvu ne bo konca. In v svetega duha, Gospoda, ki oživlja, ki izhaja iz očeta in sina, ki ga z očetom in sinom molimo in slavimo, ki je govoril po prerokih, in eno sveto, katoliško in apostolsko cerkev. Priznavam en krst v odpuščanje grehov in pričakujem stajenja mrtvih in življenje v prihodnjem veku. Amen. Dragi bratje in sestre, sedaj pa združimo svoje srca v zaupnih prošnjah našemu nebeškemu Očetu. Jezus, prosimo te, podari moč vsem nosečnicam, ki se morajo v času epidemije brez opore najbližjih soočati s čudežem rojstva. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te, da vselej varuješ naše družine. Še posebej te prosimo za najšibkejše člane družin, ki so naš temelj in sreča. Pomagaj nam, da bi čutili skrb za druge, ter nas blagoslovi z vezmi ljubezni, da bo vladala toplina v naših domovih. Prosimo te, usliši nas. Dragi Bog, naj vsako jutro vstanemo in vsak večer zaspimo hvaležni ter pripravljeni. Hvaležni za vse, kar nam daješ, in pripravljeni ti vsaj kanček te dobrote poplačati z dobrimi deli do drugih. Prosimo te, usliši nas. Dragi Bog, prijazno te prosim za zdravje vseh ljudi, ki so hudo zboleli in se bojujejo z virusom, ki je okužil ves svet. Verujem, da bo stvari uredil tako, kot ti veš, da je najbolje. Prosimo te, usliši nas. Gospod, prosimo te za mir in ljubezen v naših srcih, medsebojno spoštovanje, potrpežljivost in da bomo v teh trenutkih še naprej ostali povezani. Prosimo te, usliši nas. Gospod, moje oziroma naše trpljenje ni nič v primerjavi s tvojim. Pomagaj nam pogledati preko sebe in videti tiste, ki našo pomoč ali morda le prijazno besedo zares potrebujejo. Naj bomo pokončni in trdni glasniki tvoje vere. Prosimo te, usliši nas. Dragi Bog, prosim te, da bi dobrota vselej premagala zlo. Prosimo te, usliši nas. Nebeški Oče, vse te izrečene prošnje in tiste, ki so v teh dneh skrite v naših srcih, še posebej, Gospod, prošnja za vse trpeče, bolne, za vse zdravstvene delavce, za vse preizkušene, naj se dviga k tebi, ti pa nas usliši, tako kot ti veš, da je prav in dobro, saj živiš in nas ljubiš vekomaj. Amen. Takrat se spomnim darovanja
Molimo, dragi bratje in sestre, naj dobri Bog sprejme to našo praznično daritev. Naj sprejme Gospod daritev iz mojih rok v hvalo in čast svojemu imenu, v blagor tudi nam in vsej svoji sveti cerkvi. Molimo. Gospod naš Bog, polni velikonočnega veselja ti darujemo to daritev. V njej se tvoja cerkev tako čudovito prenavlja in hrani. Po Kristusu našem Gospodu. Amen. Gospod z vami. Kvišku srca. Zahvalimo se Gospodu, našemu Bogu. Res se spodobi in je pravično, primerno in zveličavno, da Tebe, Gospod, vedno slavimo. Slovesneje pa Te hvalimo ta dan, ko je bilo darovano naše velikonočno jagnje Kristus. On je pravo jagnje, ki je odvzelo grehe sveta. Svojo smrtjo je uničil našo smrt in nam svojim ustajenjem obnovil življenje. Zato se v velikonočnem veselju raduje v svet. Pa tudi angeli v nebesih nenehno prepevajo hvalnico Tvoje slave in mi z njimi prepevamo. Resnično si svet, Gospod naš Bog, vir vse svetosti. Zato te zbrani na veliko noč, ko je naš Gospod Jezus Kristus vstal od mrtvih, prosimo, posveti po svojem svetem duhu te darove, da nam postanejo telo in kri našega Gospoda Jezusa Kristusa. Ko je šel prostovoljno v trpljenje, je vzel kruh, se zahvalil, ga razlomil, dal svojim učencem in rekel: Vzemite in jejte od tega vsi, to je moje telo, ki se daje za vas. Prav tako je po večerji vzel kelih, se spet zahvalil, ga dal svojim učencem in rekel: Vzemite in pite iz njega vsi, to je kelih moje krvi, nove in večne zaveze, ki se za vas in za vse preliva v odpuščanje grehov. To delajte v moj spomin. To je skrivnost vere. Tvojo smrt oznanjamo, Gospod, in Tvoje vstajenje slavimo, dokler ne prideš v slavi. Sveti Oče, spominjamo se Kristusove smrti in vstajenja, darujemo Ti kruh življenja in kelih zveličanja, zahvaljujemo se Ti, da smemo biti v duhu tu pred Teboj in Ti služiti. Ponižno prosimo, naj nas Sveti Duh po prejemu Kristusovega telesa in njegove krvi združi, da bomo vsi eno. Spomni se, Gospod, svoje cerkve, razširjene po vsem svetu,
Spopolnijo v ljubezni skupaj z našim papežem Frančiškom, našimi škofi in vsemi, ki služijo oltarju. Spomni se tudi naših bratov in sester, ki so zaspali v upanju na vstajenje, in vseh ljudi, ki so umrli v tvoji milosti, in jim daj, da bodo gledali tvoje obličje. Prosimo te, usmili se nas vseh, da bomo v večnem življenju skupaj z Božjo materjo Devico Marijo, njenim možem svetim Jožefom, z apostoli, svetim škofom Rupertom, svetim Jurijem, našimi krstnimi zavetniki in vsemi svetimi, ki so živeli v tvoji ljubezni, in te bomo hvalili in slavili po tvojem Sinu, Jezusu Kristusu. Po Kristusu, s Kristusom in v Kristusu, tebi vsemogočnemu Bogu Očitu, v občestvu Svetega Duha, vsa čast in slava na vse veke vekov. Amen. Velika noč ni samo praznik. Ni le polna miza dobrot in, kot lahko vidite, ni urejena pričeska ter brezhibno zlikana srajca. Danes se razen tega, da sem že 30. dan v karanteni, ne počutim nič drugače. Velika noč sem jaz, v kopalnem plašču in s 13 mozolji na obrazu, pa z bolečino, za katero se ne morem odločiti, ali je glavobol ali zobobol. Velika noč si ti, na domačem kavču, svojo družino in morda ta trenutek brez službe. Najni križi ostajajo in niti najmogočnejša aleluja ne more izbrisati težav, ki naj bremenijo, ljudi, ki jo žalijo, in prihodnosti, ki ne prizanaša. A velika noč je navkljub vsemu upanje, je trenutek veselja in je najin smerokaz. V velikonočno jutro se ne zbudiš kot novi človek, a kljub temu veš, da lahko izbereš novo pot. Velikonočna maša nas ne poveže, a da priložnost, da vezi ustvariš sam, da pošlješ sporočilo, pokličeš prijatelja, zaželiš obilo blagoslova. In ustali Kristus te ne more odrešiti, če se pred njim skrivaš, če se zanj napraviš samo tedaj, ko to lahko pokažeš drugim. Odrešenje pride tedaj, ko veruješ, ko se boriš do zadnje sape in ko brezpogojno ljubiš. Danes, ko tu notri, doni od veselja, aleluja, in je vse polno njegove bližine, posnemi tudi ti ta trenutek in ga shrani za čase najnih velikih petkov. Sedaj pa pridi in se mi pridruži v najlepšem odrešenskem pogovoru z najnim očetom. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime, pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Reši nas vsega hudega, vsemogočni Oče, podari nam mir v naših dneh, usmiljeno pomagaj, da se bomo varovali greha in bomo varni pred vsakim nemirom, ko polni blaženega upanja pričakujemo prihod našega odrešenika Jezusa Kristusa. Tvoje je kraljestvo, tvoja je oblast in slava vekomaj. Gospod Jezus Kristus, na dan vstajenja svoje učence pozdravljaš, mir vam bodi. Ne glej na naše grehe, ampak na vero svoje cerkve. Utrdi jo v miru in jo vodi k popolni edinosti, da se izpolni tvoja volja, ki živiš in kraljuješ vekomaj. Amen. Gospodov mir naj bo vedno z vami. Zadnja leta me vse prehiteva.
Prva sveča v adventu zagori brez venčka, ker ta še ni pripravljen. Umirim se dan po božičnem večeru, ker je do zadnjega potrebno še toliko postoriti. Ko se zavem, da smo že krepko vstopili v postni čas, se postavim pred izziv in potem kupčkam sama s seboj. Jutranja kava, vse bi šlo, ampak ni fer, da domačih preveč bon tečna. Čokolada, težka bo. V službi zna biti res stresno in brez prve pomoči me bo odneslo. Alkohol, to bi še šlo. Samo rojstni dan bo spet vmes in nazdraviti bi pa le bilo treba. Sredi prehitevanja sama sebe in bedastega kupčkanja se zgodi čudež. Modri planet se ustavi. Zavruje, kot bi ustavil star zjahan vlak, da nas je odneslo sedežev v kupejih prvega razreda, sklopi drugega razreda, pometlo je tiste na hodnikih, kadilce in nekadilce, vse. Grožnja s televizijskih ekranov je čez noč postala moja realnost. Moj, tvoj, naš post je postal odmik vsaj za 1,5 metra in ukrep ostani doma. Stojijo šole in vrtci. Razen vojnih dobičkarjev nihče več nikogar ne prehiteva. Ko ugasneš radio in televizijo, je mir. Sava je turkizna in nebo nad Krškim jasno, kot že leta ne. Najprej vse zveni kot mini podarjene počitnice, družinski odmik, čas, da v miru spet skuhaš in pospraviš, urediš vrt. Potem se z televizijskih ekranov vame prikrade strah. Tega zlepa ne bo konec. Bomo preživeli zdaj, bomo preživeli potem. Zmrazi me razsežnost dogajanja in globoko zareže občutek človeške majhnosti in nemoči. Čas je že bil, da se srečam s seboj. Začutim Božjo roko. Ni se odmaknil, niti za 1,5 metra. Tu je, ves čas. Njegov dotik in v njem vabilo k povezanosti z vsem občestvom. Podarja mi bližino vseh, ki so mi dragi in prinaša svetlobo v čudežu velikonočnega jutra. Podaja roko, prinaša upanje in mir v srce, da ga v duhu lahko delim z vami. Skupaj smo in zmogli bomo. Bog ne pozna razdalje. Mir z vami. Glejte, to je Jezus Kristus, jagnje Božje, ki odjemlje naše grehe. Gospod, nisem vreden, da prideš k meni, ampak reci le besedo in ozdravljena bo moja duša. Kdor uživa ta kruh, bo živel vekomaj. Skupaj z vami molim molitev za prejem duhovnega svetega obhajila. Jezus, verjamem, da si navzoč v najsvetejšem zakramentu.
Zahvaljujem se ti za tvojo ljubezen do mene, ki si mi jo izkazal svojo smrtjo na križu. Želim te ljubiti bolj kakor vse drugo, predvsem pa te želim sprejeti v svojo dušo. Ker te ne morem prejeti sakramentalno, te prosim, da prideš k meni duhovno. Prosim te, da vstopiš v moje srce in prebivaš v njem. Alleluia.
skupaj z vami molim v zahvalo za milost duhovnega obhajila. Hvala, Jezus, za to duhovno obhajilo. Hvala za tvoj objem. Hvala za to duhovno združitev s teboj. Ne dovoli, da bi se ločil od tebe, ampak mi pomagaj, da ostanem v tebi. In če kdaj, potem je praznični dan gotovo tisti, ko naše srce utripa tudi v duhu pristne hvaležnosti. Jezus, hvala, ker nam ponujaš roko in nas vodiš, ko smo izgubljeni ali tavamo v temi. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti, ker si nam v teh dneh pokazal, da je bližina naših najbližjih luč ljubezni in rama tolažbe, ter nam odprl oči, da vidimo čudeže v drobnih stvarih. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za čudovito naravo, ki nas obdaja in v kateri lahko sprostimo naše misli in razgibamo naše telo. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti, ker si vztrajal za nas in hvala za vso veličino tvoje ljubezni. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti, da v naši domovini ne divjajo vojne in lakota. Hvala ti, da imamo priložnost za delo in službe. Hvala ti za naše talente in ustvarjalnost, ki bogatijo naše delo in s pomočjo katerih skrbimo, da so naše družine in skupnost priskrbljeni. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala za vzor. Hvala, ker nam vse skozi preko svetega pisma, križa in vstajanja odgovarjaš na vprašanja, nam kažeš pot in vlivaš upanje. Hvala ti, Gospod. Jezus, hvala ti za naše najmlajše, ki nas svojimi nasmeški, brezskrbnostjo in dobro voljo opominjajo na vse dobro v tem svetu. Hvala ti, Gospod. Gospod, hvala ti za čas, ki ga s partnerji zaradi korona obdobja preživljamo skupaj. Hvala ti za vse, kar si storil za nas. Čudovito je. Hvala ti, Gospod. Sledijo samo še oznanila. Ki so tudi danes ostala v digitalni obliki. Prosim vas, da se ne poslovite in jim prisluhnete zaradi tega, ker vam bom na koncu povedal nekaj zelo lepega in pokazal nekaj posebnega. Najprej mašni namen današnje svete mašne daritve. Molimo za Rajno Frančiško in Ferdinanda Mižigoja in Marto Metelko, za Edija Šoba, za Sašota Šoba ter starše Šoba in Ocvirk in za Jelko in Pavleta Grmovška. Najprej pogled na prihodnji teden, samo do jutri, ker naprej bomo oznanila spet pokukali kar na Facebook in druga omrežja. Torej, jutri na velikonočni ponedeljek bo sveta maša tudi ob 10, potem pa naprej spet vsak večer ob 19. Potem nekaj zahval, nekaj iskrenih zahval. Špeli in Manji za vse te 3 dni, za snemanje in pripravo glasbe, za bogoslužje svetega tridnevja, pa tudi za vse to, kar smo slišali danes, seveda iz bogatega arhiva naše dekliške zasedbe Vides, ki deluje pod vodstvom Špele, in pa iz bogate 30-letne dediščine našega mešanega pevskega zbora, ki deluje pod vodstvom Manje Molan, smo slišali tudi nekaj pesmi.
Potem špeli še posebej zahvala tudi za oblikovanje komentarjev k obredom tridnevja, da smo jih lažje in bolj globoko doživljali. Celotni družini Žagar, ki je včeraj sodelovala pri velikonočni vigiliji, aktivno sodelovala na tak način, da smo jih tudi slišali, pa družini Volčanšek za veličastno sinočnjo in današnjo tisto alelujo, ki se je razlegla od Božjega groba in potem vstopno pesem proti oltarju. Hvala Teja za koordinacijo današnjega čudovitega sodelovanja. Želeli smo, da je danes, ker je največji praznik, malo drugače, tako da se naši prijatelji v to bogoslužje niso vključili samo tako, da smo jih slišali, ampak smo nekatere med njimi tudi videli. To seveda ni samoumevno, ne? Nikomor ni tako preprosto se izpostaviti na tak način. Zdaj, če 3 svojim prijateljem video svoj pošlješ, to je nekaj drugega, ne? Kot če se pojaviš sredi velikonočnega bogoslužja. Tako da hvala lepa še enkrat Teja za to koordinacijo in vsem sodelujočim, ki ste nas nagovorili. Res hvala za srčnost, za pripravljenost, iznajdljivost, pa za trud, ki je seveda veliko, veliko večji od tega, kar lahko mi sedaj vidimo. Gašper, hvala lepa za vsakodnevno bdenje nad tehniko iz ozadja. Smo pa ves čas na varni razdalji, tako da virusi se ne prenašajo. Potem zahvala sestri Maristeli in Mileni, ki sta tudi v medsebojni distanci krasili cerkev za obrede tridnevja. Potem pa še številnim, ki vas ne morem imenovati, niti ne vem za vsakega koga imenovati, zato ker delate iz ozadja, ker skrbite za številne podrobnosti in z veliko ljubeznijo skrbite tudi za mene, ko se tu in tam kakšne stvari in kakšne dobrine in kakšni darovi kar pojavijo. Saj vem, da velikokrat dajem vtis, da mi za te kuhinjske in materialne stvari ni prav veliko in da sem do njih brezbrižen, pa nisem. V resnici sem vam zares iskreno hvaležen za to vašo skrb. Naj poudarim mimogrede, da vse to sodelovanje, ki se je dogajalo vse te dneve tridnevja, pa že ves postni čas in se bo tudi vnaprej, vse se dogaja v samoizolaciji, brez kakršnega koli druženja, kar pomeni z veliko, veliko več truda vseh sodelujočih. Petje od doma, zvočni in video posnetki od doma, seveda z omejenimi tehničnimi zmožnostmi, ne, se veste, da nobeden nima ravno glasbenega studija doma, zato da bi kvalitetno postel glasbo, zato pač tu in tam tudi kaj škripa in prasketa, seveda ni isto, kot če bi poslušali na YouTubeu ali na televiziji ali pa v živo, je pa originalno in je srčno in je velikodušno in je za Gospoda in za to, da lahko čutimo tudi v teh svetih prazničnih dneh, da smo družina. Vse, kar smo doživljali in doživljamo, je sad ljubezni in res želje, da bi kljub epidemiji doživljali obrede teh svetih dni čim bolj normalno, čim bolj tako, kot smo jih navajeni v vseh drugih letih. No, kot rečeno, preden se poslovimo, zadnja stvar pred blagoslovom, rad bi vam pokazal nekaj lepega, nekaj zelo lepega. Prejšnjo nedeljo, na cvetno nedeljo, sem vas prosil, če se lahko poslikate s svojimi butaricami in to pošljete. Zdaj seveda bil sem nepozoren, ne, in sem vam napisal, naj to naredite kar v komentar, pa nisem niti šel preveriti, da to ni tako lahko narediti kot reči, in potem se je marsikomu to zaustavilo. Nekateri ste že poslali, ampak še ni konec. Saj veste, od kje je ideja, ne? Saj smo vsi gledali, ali pa večinoma smo videli na YouTubeu sliko tistega italijanskega duhovnika, ne, ki je naprintal obraze svojih vernikov in jih potem nalepil na klopi, zato da njegov pogled ni bil osamljen v prazni cerkvi. Jaz sem pa naredil malo drugače. Vse nas sem sestavil v eno tako veliko družinsko fotografijo.
v tako veliko družinsko fotografijo, kjer smo vsi zbrani okrog Jezusa. Zdaj, hvala vsem tistim, ki ste slikice že poslali, ampak tu zdaj ni konec, ne, to je bila cvetna nedelja, danes je pa ta glavni praznik, danes je velika noč. Zdaj ta plakat je velik in zgleda že poln, ampak jaz imam še en veliko večji plakat in že prejšnjo nedeljo nas je bilo seveda veliko več, kot nas je tu gor. Zato vas danes še enkrat prosim, tisti, ki ste že naredili, vam ni treba še enkrat, drugi pa pošljite slikice, pa ni treba v komentar, lahko na Facebook, lahko na moj mail, lahko na župnijsko spletno stran, kamorkoli, tako da bo naslednjo nedeljo ta družina še bolj odslikavala tisto, kar v resnici je. In saj veste, tole slikico vam bom dal, če jo boste želeli, gotovo pa veste, da bo ta slikica ostala kot en res poseben in čudovit dokument tega čudnega časa in bomo lahko nekoč ob tej sliki pripovedovali, kako smo znali ostati družina tudi takrat, ko smo morali biti zaprti vsak v svoj dom. Takole, hvala lepa, da smo družina, lepo je biti družina. Torej še enkrat res naprošeni še za kako slikico, kako od doma praznujete, bodi si pri sveti maši ali pa sicer veliko noč. Želim vam res veliko topline, veselja, upanja, tako kot nam pripoveduje današnja Božja beseda. Oklenimo se Jezusa in on bo oživel v našem življenju tisto, kar je morda že umrlo, pa nam je žal, da je umrlo. Naj se Božji blagoslov, blagoslov ustalega odrešenika obilno razlije na vse vas, na vse vaše domove, na vse naše življenje. Gospod z vami. Naj vas danes na sveto veliko noč blagoslovi vsemogočni Bog in vas obvaruje vsakega greha. Amen. Po vstajenju svojega edinorojenega Sina nas Bog prenavlja za večno življenje, naj nas osreči tudi z darom nesmrtnosti. Amen. Po končanih dneh Kristusovega trpljenja doživljamo veselje velike noči. Bog vam daj, da bi nekoč v večnem veselju srečni obhajali neminljivo veliko noč. Amen. To naj vam podeli vsemogočni Bog, Oče in Sin in Sveti Duh. Amen. Slavimo Gospoda, haleluja, haleluja. Bogu hvala, haleluja, haleluja.